V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi verniki, danes obhajamo god svetega Klementa I., papeža in mučenca. Bil je tretji naslednik svetega Petra kot rimski papež, Kristusov namestnik, glava zemeljske cerkve. Živel je ob koncu 1. stoletja, ko je cerkev preživljala obdobje preganjanja s strani rimskega cesarstva, katerega uradna vera je bila politeizem ali mnogoboštvo. Kot vemo, stari narodi, Rimljani, Grki, Egipčani niso verjeli v enega Boga, ampak so imeli religije, ki so priznavale obstoj več božanstev. Vera v enega Boga, ki jo kot kristjani izpovedujemo, se imenuje teizem. Izraz teizem pomeni prepričanje, da obstaja samo en Bog. Tega priznavajo tudi nekatere druge religije, na primer judovstvo in islam. Vendar je bilo več starodavnih religij in današnje moderno poganstvo počne isto, ki so izpovedovali, da bo bogov več, in temu pravimo politeizem. To je prvi koncept verovanja, ki se razlikuje od vere v enega Boga. Kako lahko takšno prepričanje ovržemo, pokažemo, da ne more biti res. Zelo preprosto, rekli smo, da če je Bog popoln, mora nujno biti eden. Če bi bilo bogov več, bi bili ti nepopolna bitja, ki jim nekaj manjka. To pa je samo po sebi v nasprotju s predstavo o Bogu kot bitju, ki mu pripada vsa popolnost, ki je povsem duhovno bitje, večno, vsemogočno, in vse bi to manjkalo, če bi bilo bogov več. Govorili bi le o omejenih, ustvarjenih bitjih, ki ne bi imela vseh tistih lastnostnih atributov, ki morajo nujno pripadati Bogu. To lahko prepoznamo že s svojim človeškim razumom, da gre za nekaj, kar je nelogično in kar lahko človek prepozna kot napačno, tudi če ne pozna Božjega razodetja. Druga napačna vrsta verske prakse, kjer se, čeprav nujno ne trdi, da obstaja več kot eno božanstvo, v praksi nekaterim pojavom pripisuje takšno moč, ki pripada samo Bogu, se imenuje vraževerje ali praznoverje. Takšne pojave zagotovo poznamo in poznamo konkretne primere, kako pridejo do izraza. Najbolj znana oblika vraževerja, ki jo pogosto najdemo v časopisih, je horoskop. Temelji na predpostavki, da bi imele določene naravne sile moč vplivati na človekovo prihodnost ali, kot pravijo, usodo. Sicer pa strogo določena usoda ne obstaja. Človek ni ujet v neke mehanične zakone nujnosti, kjer je naprej določeno, kaj se mu bo zgodilo, ampak ima svobodno voljo in se v tej svobodi lahko odloči, kaj bo naredil, ali bo nosil svoje odločitev na en ali drug način. In zato človekove prihodnosti ne morejo krojiti naravne sile, recimo razporeditev zvezd na nebu, ki bi potem vplivala na dejanja določene skupine ljudi, glede na to, v katerem horoskopskem znamenju je nekdo, kot pravijo, torej v katerem mesecu je kdo rojen. Če le pogledamo racionalno, vidimo, da je to nemogoče, da je popolnoma neverjetno napovedati, kaj se bo zgodilo z ogromno skupino od več stotin milijonov ljudi, ki imajo skupno le to, da imajo rojstni dan v istem mesecu. To so enostavno nesmiselne predpostavke, kjer bi naravnim elementom, nebesnim
telesom ali drugim stvarem pripisovali tako ogromne moči, ki bi upravljale človeško obnašanje, saj je taka moč lahko le del Božje vsemogočnosti, ne pa nekih naravnih substanc, ki so nežive in zagotovo ne morejo delovati na človeka na tak način. Obstaja še veliko drugih oblik vraževerja ali praznoverja, ki jih poznamo. To je na primer, ko si nekdo domišlja, da mu neka stvar, ki jo ima pri sebi ali na sebi, prinaša srečo, recimo, da bi dobil dobro oceno na izpitu ali bil uspešen v službi, če bo imel določeno oblačilo, čevlje, majico, nekaj nakita okoli vratu ali podobno, ali da mora narediti neko dejanje, na primer vstati iz postelje po točno določeni nogi, odpreti vrata s točno določeno roko in podobno. To so popolnoma iracionalne predpostavke, do katerih človek pride, če nima prave in trdne vere v Boga kot našega stvarnika, kot tistega, ki s svojo previdnostjo upravlja naš svet in potem misli, da lahko ta moč pripada nekim običajnim stvarem, ki uporabljamo, ali preprosto določena dejanja, ki jih počnemo, ki so povsem običajna in nimajo v sebi nobene posebne moči. Drugi dobro znani primeri, ki so včasih zelo razširjeni med ljudmi, so na primer štiriperesna deteljica, ki bi prinesla srečo, ali nekdo, ki si na vrata postavi podkev, misleč, da mu bo prineslo srečo, ali pa da nekatere stvari prinašajo nesrečo, če na primer nekdo sreča črno mačko ali dimnikarja, ki se mora prijeti za gumb na plašču in podobno. Vse to je izraz človekovega pomanjkanja prave vere v Božjo vsemogočnost in previdnost, ki jo potem zaradi svoje šibkosti išče v raznih stvareh ali naravnih pojavih, ki te moči same po sebi ne morejo imeti. Zato, dragi verniki, želimo obnoviti svojo vero v Božjo vsemogočnost, s katero upravlja ta svet, in v tej veri ga prositi, da nam on sam priskrbi stvari, ki jih potrebujemo za naše duhovno, pa tudi fizično, zemeljsko življenje, in da vse to nam bo v posvečenje in večno veličanje. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.